has come. For 300 years, we prepared, we grew stronger. While you rested in your cradle of power, believing your people were safe and protected. You were trusted to lead the Republic, but you were deceived. As our powers of the dark side have blinded you. You assumed no force could challenge you. And now, finally, we have returned. Dobrodošli v oddaji. Danes govorimo o MMO-jih. Z nami so danes Tjaša, Inko, imamo Roka, imamo Taja in Nahata. Tjaša, lahko začnemo s tabo, ker si najmanj ne razgleda na tem področju. Potem povej mi, kaj je zate MMO? To je en tak praktičen koncept iger, kjer v neki širši okolici več igralcev igra, mogoče skupaj načrtuje kakšne strategije, vsaj tako se jaz razlagam. Mogoče tudi predstavlja eno zelo zanimivo obliko virtualnega druženja pri samih igrcah, kjer je ponavadi to bolj individualen, kot športne, v navednicah. Tukaj pa predstavlja neko sodelovanje med večjimi, kar v bistvu tudi je zelo dobro, ker krepi po neki en tak teamgeist pa to. Potem Taj, če vzamo njeno poenco, lahko pogledamo, da je neki Facebook z karakterji to, če lahko pogledamo to tako. Ja, v bistvu ni. V bistvu ni, kaj pa? Ne. Če pogledamo, MMO-ji so za zvrst iger. V bistvu, če bi moral pogledati pa jih definirati, bi rekel, da gre za en odprt svet, v katerem je prisotnih več igralcev. In ko rečem več, ne mislim na 4 ali pa 8 ali pa 16, kot je v klasičnih spletnih igrah, ampak vsaj 100 ali več, ki so prisotni v tistem svetu. Potem, povej Nahata, zate potem je MMO, če je slučajno zaprto območje, ki ga moraš s tem, ko grindaš skozi, odpirati, a je to zate MMO ali mora biti iz začetka vse odprto? Ne, lahko je zaprto. Ponavadi tudi je, zato da napreduješ, da v bistvu ti zgodba predstavlja kot druga igra, ampak da v tem svetu, ko prideš, da srečuješ druge igralce. Povej mi, s čim si ti začel? Kaj so bile tvoje prve igre? Recimo, kaj najbolj znanje je MMO, zdaj recimo MMO, kaj je World of Warcraft, ne? Zdaj, to je glavna definicija pač MMO-ja. Kaj pa zate v bistvu? Katere prve igre, kaj bi ti v bistvu rekel, da je MMO, kaj si ga igral Rok? Ta prva igra, ki je MMO ali kaj sem ga igral? Ta prva igra zate, ki si misliš, da je MMO in da si ga igral? Ta prva igra zame, ki je MMO? Velikih je. Nisem ena. Nisem ena? Ja, dosti ima zelo podoben način. Tako da, mislim, World of Warcraft je tudi klen od spade, tudi nisem igral, sem pa samo videl, kako se igra. Potem so MMO-ji zelo pač podobne igre, drugo med drugo, mislim med sabo, ampak isti koncept, samo druga zgodba. Večinoma so si podobne med sabo, ampak ni pa nujno, da bi se omejevali. Najbolj pogosto so vsekakor te role-playing games, kot so World of Warcraft, Lineage 2 in podobne, recimo Aeon tudi. Ampak sam koncept MMO-ja je ta, da je v bistvu vsako igro bi lahko naredili MMO nadgradnjo iz tega. Pač povežemo vse igralce v en svet in dobimo MMO. Super, hvala za definicijo, pa si pogledamo, kaj so mimoidoči na terenu povedali ljudje kritik MMO-ja. Ja, v bistvu te igre so zelo zasvojljive in v bistvu slaba stran tega je, da ljudje v bistvu pozabijo na vse, kar se dogaja v njihovi naravni okolici
in v bistvu zanemarjajo svojo družino, prijatelje, ne vem, službo in določeni toliko zabredajo, da dejansko tudi ne jejo več in ne grejo na WC takrat, ko rabijo, a ne. V bistvu, če tako pomisliš, gre kupe denarja dejansko za brez veze, kakor bi ga lahko v realnem lifeu zapravila, ne. Definitivno izgubiš zaradi njih ful veliko preveč cajta, ker v bistvu zabiješ samo zato, da nekaj izpopolniš svoj lik. Zakva? Za brez veze. Zraven pa recimo za vol, pa tudi zapravljaš svoj lasten denar, ker so zelo zasvoljive so, ker ne moreš nehati, sploh če v tem res uživaš. Ker se te igre nikoli ne končajo, je to nek huge time sink. Toliko veliko časa v to vložiš, da lahko recimo pozabiš na svoje osnovne potrebe. Začneš zanemarjati svoje prave prijatelje, mogoče postane neprijetno imeti osebne stike s pravimi ljudmi. Ti lahko v to igro vržeš precej denarja. Ni samo to, da si igro kupil, ampak je to, da te oni držijo tam noter zaradi tega, da jim ti vsak mesec plačuješ. Načeloma sem proti MMO igram, ker preveč povlečejo igralca vase in igralec začne nekako zanemarjati vse ostale stvari razen te same igre. Dostikrat se zgodi, recimo, da igra to igro čez celo noč, čez cel dan, recimo ne gre v šolo. Zdajle nazadnje sem enega kolega slišal, je rekel, da je vzel dopust samo zato, da bi igral igro. Ampak ne vem, če lahko te slabe strani prevagajo dobro stran igrc, oziroma MMORPG-ja. Dodačna zadnja študija. Slišali smo zelo krute kritike, katere sem sanjal. A se ti strinja z njimi, bi mogoče kakšno dodal? Jaz se strinjam predvsem s tisto, da so MMORPG-ji bolj zasvojljivi, oziroma te online igre nasploh. Gre za to, da te stalno nagrajujejo, svet je velik, gradiš si networking, achievementi so tukaj, novo opremo dobivaš in vse to je pripomore k temu, da si pomembnejši kot recimo pri single player igrah. Tjaša, zdaj to, kar si slišala, da imaš achievement, da imaš non-stop skozi neko zagotovitev, da te nekako dajo neke točke za naprej, da te skozi nekaj ponujemo. Ti, ko nisi temu to, a ti videla, da te to lahko zasvojili naprej noter, da bi skozi nekaj tebi dajo za vsako uro igranja pa to? Zdaj, odvisno v kakšnem obdobju življenja bi bila. Če bi bila v obdobju, kjer bi iskala vsako sekundo neko potrditev za vsako stvar, ki jo naredim, potem definitivno, potem itak ni božga, ko pa ti z minimalno truda nekaj narediš in potem dobiš še neko potrditev oziroma nagrado za to. Zdaj, če imaš še definirano življenje pa cilje, ki jih želiš doseči v življenju, gotovo greš iz kratkočasja igrati te igrice, ampak ne pa zato, ker bi bežal iz realnosti, ker v realnosti nisi zadovoljen, pa bi se recimo preselil v virtualno življenje, pa se tam ustvaril spet nekega nov jasne. Če si to narediš, potem vada, to te zasvoji zelo hitro. Ahat je rekla, da v bistvu obdobju svojega, odvisno kakšnega obdobja. Kaj pa ljudi, ki so stari pa 30 let, zgubijo službo zaradi tega in se samo posvetijo samo še MMO-ju? Kakšno obdobje je to? Kaj ti misliš glede tega? Je to njihova krivda ali krivda to igre, ki skozi noter te vleče? V bistvu igre so zasvoljive pa take, ampak mislim, da oni imajo v bistvu probleme po moje v življenju in zaradi tega pol grejo v ta virtualni svet. Tako da ni igra sama kriva, ampak bi v bistvu mogla oni življenje izboljšati, pa kakšne druge stvari najdati za početi v življenju, da ne bi pol toliko igrali teh iger. Zdaj, jaz bi sam povedal to, da ni tisto krivo, da je zdaj nevarnost, da kdorkoli bo probal MMORPG, ga bojo takoj potegnili vase pa zasvojile. Gre se samo za to, da moramo paziti, če je naše življenje že tako v razsulu, potem so igre dober katalizator, kamor usmerimo svojo pozornost, pa nas zato lahko zasvojijo. Ko smo zdaj že nekako na to mečkom boljše teme prišli, pogledamo še prispevek, kaj so pozitivne stvari, katere ljudi vidijo ljudi v MMO-jih.
Dobre strani teh iger so v bistvu nova spoznanstva, veliko prijateljev, v bistvu, na katere se lahko tudi zelo navežejo. Dejansko se lahko tudi tako pomagajo med sabo, tudi glede realnih situacij, ker se pač dosti slišijo in tudi pri tem je dobra stvar, da si izmenjavajo kakšne kulturne navade in v bistvu pač s tem si širijo tudi svoje obzorja, ne. Definitivno je to druženje. Ni samo druženje v igri, ampak kaj hitro lahko tudi preraste to po igri, pa se tudi lahko spoznaš s tistimi, ki igraš. So tudi primeri, ki so se tudi poročili s kakšno žensko ali pa z moškim, če so se tako spoznali. Tako da to je neko novo druženje. Pol je tudi da se kaj naučiti iz tega, konec koncev, tudi kakšne moralne vidike lahko vam potegneš iz tega. Junak zmeraj zmaga, pobijete treba prašiča, da se naješ, da dobiš ven zlato, treba je delati, da zaslužiš kaj, da lahko ješ. Človek, ki vloži ta denar v te igre, za razliko od navadnih iger, ki so recimo takšne kot nek film, ki ga pogledaš, ga končaš in potem vržeš škatlo v kot. Medtem ko pri MMORPG-jih pa igro kupiš in jo lahko igraš neznansko dolgo. Igra se zate nikoli ne konča oziroma se konča takrat, ko si ti zadovoljen s tem, kar si dosegel. Mogoče še druga taka zelo dobra lastnost je to, da jaz te igre vidim kot nek social networking, malo bolj napreden, interaktiven social networking v stilu Facebooka in s tem mislim predvsem v temu, da spoznavaš ljudi iz celega sveta in se z njimi lahko tudi povežeš veliko bolj, kot si ljudje mislijo. Ta cenovna prednost, ti ko enkrat kupiš igro, lahko igraš, kolikor želiš, ni nekega konca igre. Ta družabni vidik, v takih igrah lahko spoznaš veliko ljudi, ki si jim blizu, se razumeš z njimi in potem jih mogoče tudi srečaš tudi v resničnem življenju. Dobrodošli nazaj v studiu. Zdaj smo videli pozitivne lastnosti, ki so jih povedali naši mimoidoči. Torej, Rok, največja pozitivna točka pa je bilo druženje. Imaš ti kakšne izkušnje s tem? Že takoj v prvi igri sem spoznal veliko novih ljudi, pol s časom v drugih igrah sem pol še dopolnjeval ta krog, pa se tako ustalili, da zdaj so isti ljudje, ali pa občasno kakšen nov pride, ampak smo taka zaključena družba, bi rekel. Pa vedno, ko kdo kaj novega začne, povab druge in pridemo pogledati, kako je, če nam je všeč, živimo skupaj, če ne, pa mu rečemo, da ni. Kaj bi ta še ti, kot ženska, mogoče manjšem bolj sramežljiva, za dostopa bi mogoče vzela ta pristop kot MMO-je, kot način spoznavanja novih ljudi? Ja, zakaj pa ne, vsak, ki ve kaj več, pa kaj drugega je fajn, ga boš bolj spoznavati, ker se sam s tem še učiš dodatno. Če gremo na kakšen romantičen scenarij, lahko še kaj iz tega rata, ampak to je bolj tako. Ja, ne, smo imeli tudi že poroke iz MMO-jev, ki so se dosti spoznali in poročila. Torej, Taj, kaj pa ti misliš, kaj bi bile lahko prednosti? Prednosti so, po mojem, dosti velika vrednost za ceno. Nudijo lahko veliko zabave, čeprav moje mnenje je, da v zadnjih letih ni bilo nobene evolucije. Recimo, prišel je World of Warcraft, ki je danes daleč prva MMORPG igra in od takrat ni bilo praktično nobenega napredka. Kaj pa Hac, ti mogoče? Ja, v bistvu so že prej ostali ti EverQuest, pa to so bili podobni kot World of Warcraft. Ovo je vzel to osnovo, pa izboljšal, pa so drugi poskušali to kopirati, ampak njih ne bi uspeli. Se pa World of Warcraft tudi tako razvija, v bistvu zdaj čisto drugačen pred 5 leti. Tako da mislim, da kar je naprej. To je v redu, hvala vsem za vaše mnenja, da ste bili tukaj. Hvala vam za gledanost in se vidimo naslednjič. Hvala.